Got it. Jaz tudi snemam tale Zoom pogovor, ki sem se ga želel, oziroma sem ga tako rekoč planiral. Iskal sem eno leto nekoga, ki bi mi pariral z enimi podvprašanji, me vodil skozi pogovor, ker sem ugotovil, da tale video snemanja, ki jih imamo obdobno, če zberem toliko energije, da so kar težka, da koncizno izkristaliziram misel. Nekaj podobnega sem imel na odru, ko sem solo varianto zastavil predavanja, ki je spadil kot stand-up, se pravi, Sex, Freud in jaz, sam izredno težko to furam, ker ti treba napenjati možgane. Ko pa v duelu to delam, me pa nekdo vodi skozi preko vprašanj, pa lažje izkristaliziram misel. In zdaj se mi je to posrečno, najdem sogovornico, Tanjo, se bo sama predstavila. Domenila sva se, da bom zato, ker sem v zadnjem času precej razmišljal o sanjah, neke paciente sem imel, ki sem analiziral sanje, nekim osnovnošolcem sem pomagal pri referatu z enim intervjujem, sem rekel, zdaj bom pa obudil to svoje znanje izpred 25 let in bova naredila s Tanjo pogovarjanje podcasta, kako se tem reče, ki naj bi bilo tradicionalno o sanjah. Se pravi, najprej o sanjah, kot kraljevski poti do nezavednega, tej prvi epohalni samostojni Freudovi knjigi, bova tukaj zdaj debatirala. Zdaj, da ne bom naredil predolg uvod, rekel sem, da bova poskušala imeti to tradicionalno, če bo obdržala voljo, če sem slučajno mogoče prenaporen sogovornik, ne vem, boste tudi vi, ki to gledate, ocenili. Zdaj pa, Tanja, ti pridajam mikrofon, besedo. Zadnjič sem osnovnošolcem rekel šut, pa je pa začel z vprašanji. Te bom pa rekel, začni z nekim uvodom, ali pa kako si tole pristala, kako si upala, ali kako vse tole. Okay. Ja, hvala za besedo. No, za začetek se bom čisto na kratko predstavila poslušalcem. Moje ime je Tanja Žuvela in prihajam iz Kopra. Nekaj let sem bila v novinarskih vodah, med drugim v radijskih. Z Romanom sva se odločila, da bova, če bo šlo vse po planu, enkrat tedensko bolj poglobljeno obdelala neko zanimivo temo, povezano s psihoanalizo. Najina pogovarjanja bodo torej poučna, predavateljsko obarvana, dnevno politiko pa bova pustila ob strani. Danes bo začela s sanjami, kot je že rekel Roman, sicer pa se bova poglabljala tudi v teme, kot so profiliranje kriminalcev, naprimer serijskih morilcev. Govorila bova o fobijah, raznoraznih fetiših, paranormalnem. Tukaj ima Roman recimo precej izkušenj svojega nekdanjega parapsihološkega društva. Poglobila pa se bova konec koncev tudi v psihoanalizo vsakdanjega življenja. Zakaj smo taki, kakršni smo, zakaj se nam nekaj manifestira kot hobi, navada, razvada, celo talent, kaj pomeni, če imamo recimo raje mačke oziroma pse. No, toliko za enkrat, da preveč ne izdavam. Na zalogi imava sicer še kar precej zanimivih tem. So pa tudi vaši predlogi za teme seveda dobrodošli, tako da se bova potrudila in upoštevala želje najinih eventualnih rednih poslušalcev, tako da se splača sodelovati. Na koncu vsakega intervjuja bova skušala nekako napovedati naslednjo temo. In če boste imeli kakšno vprašanje povezano s tem, jih kar napišite v komentar spodaj in bodo vključena v naslednji intervju. Ja, in ker je to najin prvi pogovor in tudi če vam je napoved prihajajočih tem všeč, nama za spodbudo ne pozabite polajkati videa in se naročiti na Romanov kanal, če niste že, da boste vedno na tekočem z vsemi vsebinami. Zdaj pa predlagam, da kar uradno začneva z najinim prvim pogovorom o sanjah. Ja. Torej, začneva. Greva. Nedavno te je intervjuval en devetošolec, kot si že omenil. Telefonski posnetek tega intervjuja si objavil na svojem kanalu in preposlušala sem si ga. Zelo zanimiv. Koliko tega, kar bi bilo treba povedati o sanjah, pa si izpustil?
Menda si se kar pripravljal na ta intervju in skupaj sva ugotovila, da bi se bilo dobro malo bolj poglobljeno pogovarjati o sanjah. Torej, kaj vse si izpustil v tistem intervjuju z osnovnošolcem? No, bom rekel takole, zadeve so se mi tako poklopile, da sem v teh časih se pripravljal tudi na filozofski kolokvij, kjer sem obudil ali pa osvetljiv, praznoval tako rekoč 20-letnico moje psihoanalitične epohalne knjige Šport skozi psihoanalizo, kjer sem s Freudovimi koncepti, ki jih je on zastavil v interpretaciji sanj, zastavil interpretacijo športa. In zato, da sem uspel si spomniti vsega tega, kar sem pred 20 leti povedal, sem se vrnil v sanje, začel predelovati vse te koncepte, jih na novo obuditi, ker to ni enostavno, to je izjemno zahtevno delo, torej ne interpretacija sama sanj, kar je tudi zahtevno, ampak razumeti mehanizem sanj. In ko je ta devetošolec v teh časih poklical, da imajo nek seminar, v smislu, odkdaj imajo pa na osnovni šoli psihologijo, in potem je pa rekel ta fant, da ga to zanima, da ima tudi mentorja, razumevajočega, ki nekako spremlja moje delo. In sem seveda rekel, naj zastavi neko Zoom varianto pogovarjanja, intervju, in potem sem pa jaz ta intervju na svojo željo posnel, ne? Se pravi, ni bil telefonski pogovor, ampak takle Zoom pogovor. Na svoj telefon sem to posnel, ta osnovnošolec mi je pa pustil dati to na YouTube pa na Facebook, tako da ta pogovor lahko tam pogledate. Zdaj, z osnovnošolcem se pogovarjati o tako težki temi, kot je interpretacija sanj, to je izjemno nehvaležno, oziroma moral sem biti previden in nisem smel otežiti snovi, tako da bi otroci razumeli, ker to bo baje marca predstavil otrokom, se pravi sošolcem, po konzultacijah z mentorjem. Zdaj nekih 600 strani takele, bi rekel, debele bukve, alfa in omega psihoanalize, ne, se pravi, epistemološko prelomna knjiga ne more biti osnovnošolcu predstavljena na tak način, kot bi jaz to naredil, recimo kot bom s tabo naredil v tem pogovoru, ampak nekaj sem mogel pa povedati, ne. Cel mehanizem, torej proizvodno sanj, če se gospodarsko izrazim, ne. Se pravi, neka tovarna proizvaja nek proizvod, zapleten proces, tekoči trah, kaj vem, bom rekel, neki razvojni inženirji, in potem obstaja pa v tej interpretaciji sanj potem tudi ta proizvodna sanj, se pravi delo sanj, ki ima ogromno nekih podsistemov oziroma podprocesov, ki so izredno zapleteni. In zdaj to otroci ne bi razumeli, če bi jim preveč strokovno to razložil, ne. In zato sem jaz spustil recimo funkcijo delo sanj, pa mislim, da celo tega fenomena oziroma delo sanj nisem niti omenjal. Nisem omenjal ključnega procesa ali pa mehanizma popačenja, ne, popačenje sanj. To je ključno, o tem se je treba pogovarjati, zato da razumemo latentno strukturo sanj. Ker manifestne sanje so nekaj in manifestne sanje moramo prevesti, jih dešifrirati, dekodirati, ker to je kot rebus, sanje so kot rebus, in zato, da bi sanje razumeli, jih moramo prevesti v latentno strukturo oziroma simboliko sanj moramo dešifrirati. Pri tvorbi teh nadomestnih tvorb oziroma elementov sanj, kot je govoril Freud, ki imajo danes status simbola, ves ta proces je tako zapleten, ker sodelujejo zgoščanje, to je hrvaški izraz, jaz najprej interpretacijo tolmačenje snovi bral v srbo-hrvaškem jeziku in tem zgoščanje imenujejo zmiksanje enih stvari, in to se dogaja v sanjah in osnovnošolcu je to težko razlagati. Ali pa recimo ključni proces v tem delu proizvodni sanj je premeščanje. Premeščanje je poseben fenomen, ki ima še neko dodatno, Freud je že sam imel probleme, ko je ta fenomen premeščanja v sanjah kot nek obrambni mehanizem, ki sodeluje pri kreaciji sanj,
ko je hotel to besedice, je sam lovil že tam leta 1895, ko je sanjal tiste prelomne prve sanje, ki jih je tudi prve interpretiral, mogoče se pozneje kaj vrnemo k tem sanjam, sanje o Irmini injekciji, tam je vse zastavil in potem se lovil in govoril o enih prevrednotenih predstavah. In potem sem šel jaz nemški izraz gledati, kaj to tam v nemščini v resnici pomeni, pa kaj pomeni v angleščini, pa kako so to prevajali prvi prevajalci, recimo Lev Milčinski, ki prvi prevedel to famozno knjigo, ki imam tukaj izposojena, je pa, jaz sem se pa navad z Difa sposojal, zdaj pa to z ene druge knjižnice. Zadeva je tako zapletena, da se bom jaz tokom najnega pogovarjanja potrudil razložiti tako, da bo nek, bom rekel, nepoznavalec psihoanalize. Nekdo, ki ga to zanima, skuša razumeti, kako zapletene so v resnici sanje. In po Freudu so sanje se dajo interpretirati, po Jungu so sanje nekaj drugega, tiste arhetipske sanje, to bom jaz bova pustila primeru, ker niti nisem ekspert, niti še manj ljubitelj Junga ali pa nekih njegovih arhetipov, njegove psihoanalize, bova pa tokom pogovora poskušala osvetliti vse tisto, kar se da povedati, pa sem v tem pogovoru s tem osnovnošolcem izpustil. Sem tole povedal, da pač ne moram osnovnošolcu vse povedati. No, jaz bi pa rekla, da osebno bi rekla, da te je ta osnovnošolec kar dobro spraševal. Ja, za njegova leta je bilo presenetljivo dobro, s tem, da predpostavljam, da je pa nek mentor imel tudi neko besedo v zadnji. Bila sta pa dva, sta se mal, dej. Ja, zanimivo je. Malo naprej. Zanimivo mi je bilo tudi, kako je pri svojih letih ugotovil, da je dnevno sanjarjenje kar nekako povezano s sanjami. Seveda, to je bil pubertetnik. Mislim, je že bil tak mladec, ko bi rekel, da se že tudi malo zanima za te nasprotni spol, recimo, ne. In zdaj, tudi Freud je ravno za pubertetnike rekel, da so oni tisti, ki imajo še posebej razvito dnevno sanjarjenje, ne. Pubertetnike, tako rekoč v tem življenju, prvem in edinem, ki ga imajo, presenetijo želje. Ko se pojavljajo tam, začejo, ne vem, pri puncah prej, ne, pri teh fantkih pa pri nekih 13, 14 letih že začnejo intenzivno razmišljati o puncah, ne, in ta erekcija jih pa daje že od mladih nog, ne, že dojenčki imajo erekcije pa tako naprej. Te fiziološki dražaji pa punce, ta spolna želja se jim obudi, fiziološko rečeno, testosteron jim začne, kako bi rekel, špricati iz ušes, in potem so v zagati in potem je izhod, in to, bom rekel, obrambni mehanizem, sanjarjenje. Freud je o tem govoril, da so to budne sanje, ne, ali pa dnevno sanjarjenje, fantaziranje, ne, in fantje oziroma pubertetniki, seveda tudi punce, s tem, da punce dosti prej, ker so psihično oziroma fiziološko tudi zrelejše, bolj odrasle in se jim tele seksualne stvari začnejo motati po glavi bistveno prej kot fantkom, ne. Fantki imajo banalno rečeno, kaj vem, lulčka še za po pesku pisati, punce imajo pa že menstruacijo, ne, so pa že bolj vpete v to odraslo percepcijo erotike, pa tudi še neki, ker psihoanaliza je veda o ženski želji, tako rekoč banalno rečeno, ve se tudi, ne, in ko jaz terapiram, pa ker vedno trčim potem na to seksualnost, moram vrtati tudi otroško seksualnost in ženske mi pač morajo povedati, kako je bilo z njihovo seksualnostjo, ker največ problemov ima ženska, če se je v seksualnosti prezgodaj kaj začelo, recimo, da se je kakšna spolna zloraba v zgodnjem otroštvu zgodila, moram vedeti, kako je bilo s tem orgazmom, kdaj so ga doživljale prvič. Te ženske pravijo, da je imela dudo še v roki, v ustah, ko se je že, ko bi rekel, žgečkala, in ženske kot deklice doživljajo orgazm bistveno prej, že v otroštvu, nekatere, fantje pa še ne. Ampak so pa fantje bolj intenzivni pri dnevnem sanjarjenju, ki je pa sanjami
povezano toliko, in to sem o tem osnovnošolcu tudi povedal, da je v ozadju en temeljni koncept, po katerem slovi psihoanaliza, in ta koncept je zaznaven tudi v filozofiji, v sociologiji, recimo v celem življenju, antropologiji, to je pa načelo ugodja. Temeljna odposlanka načela ugodja je pa želja. Se pravi, človek si, zato ker zna prefinjeno, poglobljeno misliti, ker ima jezik, z jezikom, govorom strukturira misel in se vzpostavi na tem fundamentu gona, ali pa nagona, se vzpostavi odposlanka tega nagona želja. In sanje so po Freudu izpolnitev želje, dnevno sanjarjenje, budno sanjanje, kot je rekel Freud, o tem tudi govoril, je pa tudi izpolnitev želje, z namenom pridobiti si ugodje. In zdaj fantje v objemu nekega srama pa načela realnosti ne pridejo glih do teh punc, se ne znajo glih približati, nespretni so v zagati, ne vejo, kako bi pristopili, vejo pa, da morajo pristopiti, punce so tam zgor in samo pasivno lepe, čakajo, kdaj bojo fanti zdaj to opazili njihovo lepoto, fantje pa morajo nekaj narediti, in potem, ko jim to ne uspe, pa sanjarijo, potem pa sanjarijo. In ne samo, da sanjarijo, imajo tudi erotične sanje, ki so pogosto prežete s polucijo. To je pa ne samo nočni izliv, ampak nočni orgazem. To je pa nek fiziološki fenomen, ki zadane fante načeloma najprej v sanjah. Šele potem razvijajo te, kako bi rekel, ročne spretnosti. Se pravi, orgazem načeloma fanti najprej v sanjah doživijo preko te polucije in tam se zgodi mogoče celo sanje brez popačitve. Se pravi, kar manifestno sanja svojo željo, kar je značilnost domala izključno otrok, pa še to otrok do 4. leta, ko so njihove sanje nepopačene. Se pravi, tisto, kar si otrok želi, tudi tisto sanja. Pubertetnik pa v pritisku želje, pa Nadja še ni čist, ta cenzura še ni čist sformiran, ne pritiska tako zelo in pubertetniki sanjajo neposredno izpolnitev želje in imajo erotične sanje. Načeloma pa večinoma tudi pubertetniki predvsem sanjajo te erotične sanje, pa mogoče igrajo tam, tako kot sem tem osnovnošolcu rekel, fuzbal, košarko, tam, kjer je transparentno nek falus, v obliki žoge, treba dati neko odprtino, v neko simbolno vagino in potem igra košarko, ne vedoč, da na nezavedni ravni, v latentni logiki, pa tam seksualno, bi rekel, doživlja združitev, koitus. Pa nič ne ve o tem. Zdaj, malo sem o to namignil, malo sta se tele dva osnovnošolca hihitala, ampak mislim pa, da sem jim bistvo povedal, da je onstran san izpolnitev želje po Freudu, moje mnenje je malo drugačno, dnevno sanjarjenje oziroma budno sanjanje je pa tudi v funkciji izpolnitve želje in celo ima status obrambnega mehanizma. Kar do ene točke lahko tudi za sanje rečemo, da so v bistvu obrambne. Mi zaradi sanjanja doživljamo več ugodja, ker izpolnjujemo željo v sanjah in potem se tako rekoč spočiti zbudimo. Ne zato, ker smo 8 ur spali, ampak ker smo v sanjah udejanili neko željo ali pa neko frustracijo razvozlali in je prišlo do neke sprostitve, nekega olajšanja, neke katarze. Potem se spočiti zbudimo zaradi sanj. Ja, tudi o spominjanju sanj, če se prav spomnim, si mu dobro razložil cel kontekst pozabe. Ali lahko mogoče obnoviš to vprašanje spominjanja sanj, torej zakaj se sanj večinoma ne spomnimo in zakaj se dejansko večinoma spomnimo predvsem groznih sanj, torej nočnih mor? Ja, grozne sanje so neka enigma. Če bi bile sanje izpolnitev želje,
odkje pa zdaj te nočne more. Pa je Freud tudi na to vprašanje ponuja odgovore, ne sicer po mojem mnenju čisto prepričljive, ampak vendarle zdaj bom rekel, sanja se intenzivno v REM stanju. Ta dva mladca sta me tudi o tem spraševala. REM stanje je tisto trzanje z očmi, ko se ve, da človek spi in sanja. No, in v tem REM stanju, če se zgodi nočna mora, se pravi, če ima človek v zavestnem psihičnem življenju neke velike probleme, neke nerešljive probleme, s katerimi se skozi čustveno ukvarja, tudi nezavedno, se pravi, tudi kadar ni pri zavesti, se v njegovem nezavednem ta težava vzdržuje. Na zavestni ravni pa tam počne, kar pač počne, nezavedno mu pa še vedno travmo predeluje. In potem to sanja v obliki nočne more in ko so te sanje tako neznosne, se iz teh sanj zbudi v šoku in jasno, da se takrat spomne tega, ker je pač logika taka, da če ti sanjaš in se zbudiš, se spomniš sanj. Če se pa zbudiš spontano, recimo, ali pa tam, če te zbudi ura, pa že takoj v trenutku razmišljaš, kaj vse te ta dan čaka, si takoj preokupiran z dnevnim doživljanjem, ki te čaka, s težavami. In potem jasno, da pozabiš. In če se takoj ne spomniš, se redko zgodi, da tokom dneva, pa zaradi neke asociacije, ki si jo sanjal v sanjah, pa dnevno doživljanje je podobno, ti lahko asociacija preskoči, to sem pa sanjal. Pa se za hip spomniš, ampak življenje gre naprej in pozabiš sanje in ko jih enkrat pozabiš za skoz. Se ne moreš, mislim, razno, otroške sanje so posebne, pa še tako, večina ljudi se sploh ne obremenjuje sanjam. Zdaj tisti, ki se pokvarjamo sanjami, jaz poskušam vsak dan se spomniti, kaj sem sanjal. Zato, da se bolj znajdem v življenju, pa še te sanje, da bolj razumem, se rad spomnim svojih sanj, da preverjam, kako moje nezavedno deluje. Svoj čas sem pa naročal doma, sestri, ki je bila še tam v srednji šoli, jaz pa tam že mladi Freudovec, še v osnovni šoli, ki je bila. Jaz v srednji šoli sem študiral Freuda. Doma sem naročal, da me naj zbudijo, pa me v trenutku vprašajo, kaj si sanjal. Da moja misel ne bo zatavala v neko, zdaj moram pa jeti, zdaj imam pa to, trening, ne vem kaj še vse, da me vpraša, kaj si sanjam in v tistem trenutku sem jaz lahko se spomnil sanj in sem sanje tudi razlagal, ko sem se pač poglabljal v teorijo sanj, to je bilo, rekel, 40 let nazaj. Se pravi, načrtno vzbujanje, danes pa ljudje, pa kdo se bo še s temi sanjami ukvarjal, če je toliko težav, ali pa sanja so neka brklarija, neke nepomembne, neke brezveznosti, ker ljudje ne znajo razvozlati sanje. Kaj se ti je sanjal? No, jaz sploh ne sanjam. Če pa sanjam, pa nekaj brezveznega. In človek nima interesa, da se spomni sanj, ga ne zanima. Stil življenja je tak, da v naglici, kje bo kdo zdaj še kakšne sanje se s tem ukvarjal. Tisti pa, ki hodijo na kakšne terapije ali pa ne vem, ki se poglabljajo v psihoanalizo, se pa hoče spomniti sanj in potem se ugotovi, da vsak sanja. Čisto vsak dan, vsako noč sanja. Ne ve se pa točno, ali se sanja samo res v tem REM stanju, ker moje mnenje je, da možgani niso nikoli na off, da človek sanja tudi če za par sekund zaspi, mu možgani še vedno delajo, tako kot srce, se ne ustavi, ko spiš, ampak srce še vedno dela, možgani še vedno delajo, ampak te logike, da bi možganske valove nekje dali na ekran, pa to gledali po računalniškem monitorju, da bo nekdo gledal sanje, če bi se to naredili, bi bila to največja epohalno odkritje v vseh časov. Če bi mi, lahko sanje dali na ekran. Ampak tega ne moramo, sanjamo pa, pozabimo pa tudi za to, ali pa predvsem za to, mogoče to zdaj še nisem izpostavil, sem pa tem dvem povedal, ker obstaja cenzura sanj, o kateri je Freud govoril, ampak škoda je, da leta 1900, ko so sanje išli, torej interpretacija sanje je šla novembra 1899 z
z letnico 1900. Freud je sanje pisal 5 let, tako rekoč. Leta 1895 je sanjal te prve sanje, ki jih je analiziral poleti, junija 95, sanje o Irmini injekcije. Ne? Tako da, ne vem, tale moj Loki me tamle neki kliče, ampak tolo cenzuro... Ampak bova nadaljevala, ne? Malo. 5 minut, za pol ure. Gio, evo, sme obisk, prišla tašča, bo od mojega Lokita odpeljala. O cenzuri bi mogoče še rekel, cenzura je nek termin, ki ga je Freud uporabljal leta 1900, oziroma do leta 1900, oziroma še dlje, dokler ni upeljal inštanco nadjaza, oziroma ideal jaza, jaz ideala, danes to poznamo kot nadjaz, super ego, vest, ki peče, in ta nadjaz je v bistvu kriv, da mi pozabimo, tudi če se želimo nekaj spomniti, ker je na delu cenzura v samih sanjah, ne, zato sanjamo ne latentne sanje, vsebino tiste želje, ampak popačene sanje v manifestni formi, ki je popolnoma zgubila stik s to željo, popolnoma, tako rekoč popolnoma, ampak na pobudo nadjaza. Potem je pa nadjaz tudi tisti, ki nam ne pusti pomnjenja. Tako da smo tako rekoč eni veliki zagati zaradi nadjaza, zaradi vesti, ki peče moralnih predsotkov oziroma predsotkov, moralnih norm, ne, in te nam preprečujejo in realizacijo želje v sanjah in to, da bi se vseh sanj spomnili. Cenzura, superego, nadjaz. No, o moralnosti v sanjah bova spregovorila nekoliko kasneje še. Zdaj pa bi se jaz še enkrat vrnila k tistemu mini intervjuju z osnovnošolcem, v katerem si povzel Freuda, ki naj bi rekel, da kokoši, če sanjajo, sanjajo koruzo, psi pa verjetno kost. Potem pa si vpeljal razliko med otroškimi sanjami in sanjami odraslih. Kako je torej s sanjami v različnih starostnih obdobjih? Se sanje spreminjajo? Ja, zdaj sem že še enkrat malo, sem se malo pripravila na tale intervju. Goska sanja koruzo, kura pa proso, prašič pa po stari navadi žir, ne, zapornik sanja o svobodi, pes pa o kosti, tako kot si rekla. Ja, vse to Freud govori, opisuje tudi v tej knjigi, ki je išla leta 1917 in v tej iz leta 1900, tako rekoč. In potem takoj preklopi na otroške sanje in trdi, da ima otrok edini, tako rekoč ekskluzivni, nepopačene sanje, v kateri sanja dejansko izpolnitev želje. Zdaj otrok pa še nima seksualnih želji na tak način kot odrasli oziroma pubertetniki. Mogoče tudi zato otrok je in brez nadjaza, močnega nadjaza, in še brez pohote, tiste seksualne v ožjem smislu. Ne? Tako da Freud je trdil, ampak trdil je pa za otroke do 4. leta, da imajo nepopačene sanje. Jaz pa delam tudi z otroci, pa sem parkrat takole že eksplicitno rekel, da to ni res. Nekaj so meni otroci, jaz sem delal z otroki, recimo telovadbo, otroci in starši, 2 let stare otroke. Pa konec koncev sem sam bil mladi Freudovec, moja 2 otroka je bila stara 2-3 leta, ki sta lahko izpovedovala sanje. In so njune sanje bile simbolne, kar je Freud rekel, da večinoma otroci nimajo simbolnih sanj. Se pravi, latentne vsebine sanj nimajo, ampak imajo kar tisto manifestno, ki je hkrati že tudi izpolnitev želje. Freud dodaja, ne, da to do 4. leta, zdaj bom pa jaz psihoanalitično razložil, da to dejansko nekaj je na tem, ampak ne bom rekel do 4. leta kar tako, ampak do faze izteka Oedipovega kompleksa. Se pravi, obstaja oralna faza, dojenje, analna faza, privajanje na kahlico, pa falična faza, v kateri se zgodi Oedipov kompleks, in ta falična faza se začne tam pri 3. letu, pa traja tam do 5.
leta, recimo, mogoče 6. oziroma otroci razrešijo tako rekoč temeljno zagato oidipalno-kastracijske faze do 4. leta. In takrat se začne formirati nadjaz. In nadjaz takrat začne stopati recimo v 5., 6. letu na sceno in ta nadjaz je tisti cenzor, o katerem sem prej govoril. Zato imajo otroci nepopačene sanje, večinoma. Tudi simbolne, ampak kar bom rekel nepopačene. Odrasli imajo pa predvsem simbolne sanje. Tu in tam imajo pa tudi infantilne sanje in Freud je to povedal, se pravi tudi v odraslosti, kaj vem, nekemu zaporniku, on transparentno sanja, da bi šel ven zapora, da so ga izpustili iz zapora. Ne? In to pomeni, da nima simbolno zakodiranih sanj, ampak kar se pravi, ima nepopačene sanje in sanja tisto željo, ki jo v resnici ima kot največjo željo, biti na svobodi. Se pravi, odrasel človek ima tudi nepopačene sanje, kar je značilnost otrok. Zaporniki pa tudi sanjajo erotične sanje. Njim pa ni treba tam fuzbal špilati, pa košarko, on je pa tako rekoč brez ženske ali pa v seksualni abstinenci, karanteni, v zaporu ni žensk, da potem ima pa tudi transparentno erotične sanje. Brez cenzure, se pravi tisto željo, ki jo ima, želja po ženski, jo tudi v sanjah realizira. In to recimo tudi odrasli to imajo. Imajo pa to neizmaličene sanje tudi pubertetniki. In načeloma večina sanj je simbolno strukturiranih, ampak nekdo, ki ima zelo močno željo, lahko to željo tudi manifestno sanja in v ozadju manifestne te realizacije želje ni latentne vsebine. Sanje so nepopačene. Delo sanj ne naredi nobenega dela, ampak človek kar udejani željo v eni erotiki. To so tako imenovane infantilne sanje pri odraslih. Zdaj, mogoče še treba povedati, da seveda upokojenci imajo čist druge sanje, tudi v skladu s tem, kakšne življenjske probleme ima človek. Človek kot upokojenec, ko sluti, da se mu izteka čas, bliža smrt, ima čisto drug tip sanj kot nek 30-letnik ali pa nekdo, ki prehaja v penzijo, je s tem malce simbolno obremenjen in to sanja. Ali pa ženske, ki imajo partnersko zvezo, imajo sanje čisto drugačne kot tiste, ki so samske. Ali pa ženska, ki gre v meno, se pravi, ko zgublja menstruacijo, to ima popolnoma drugačne sanje kot neka najstnica ali pa mlada ženska ali pa upokojenka. Tako da v različnih življenjskih obdobjih se sanjajo različne stvari tudi zato, ker je tip življenja v različnih življenjskih obdobjih različen. Ne samo otroci pa odrasli, ampak tudi znotraj odraslosti imamo različne akcente težav. Nekdo, ki ima težave z otroci, v smislu majhni otroci, majhni problemi, veliki otroci, veliki problemi, ima na račun velikih otrok in velikih problemov, lahko drug tip sanj kot nekoč, ki imel pa majhne otroke, pa majhne probleme. Ja, jaz se še danes spomnim kar nekaj svojih otroških sanj, v bistvu sanj, ki sem jih sanjala kot otrok, predvsem so to bile grozne sanje, med njimi pa so bile tudi kakšne zares posebne, naprimer sanje o letenju. Zakaj pride do tega, da se v odraslosti spomnimo sanj iz otroštva? Zdaj, tako bom rekel, človeška psiha je narejena tako, da si tisto, kar se človek nauči kot otrok, ima to znanje celo življenje. Zdaj, jaz imam že nekaj let problem s kratkoročnim spominom, kot otrok sem pa se spomnil tudi vsega. Način funkcioniranja človeške psihe je tak, da otroci, mladi se vse živo lahko zapomnejo, otroci se lahko naučijo tujih jezikov, 10 do 10. leta, odraslega osla pa ne moreš naučiti še angleščine, ki jo je že približno vladal ali pa kaj pa vem. Se pravi, možgani imajo neke zakonitosti in otroci, če se nekaj spomnejo, pa še tako je. Otrok, ko se spomne, je to euforično se nekaj spomne.
polno je adrenalina. In otrok potem to, kar se spomni z drugim tipom spomina, ohrani v spominu. Ne? Se pravi, tudi mi, če se hočemo, recimo jaz sem se ene sanje ali pa več sanj zapomnil in sem si jih dal v tistem trenutku, ko sem si jih spomnil, si jih takoj obnovil, ampak bi jih pozabil, če jih ne bi dal v nek drug tip spomina. In sem razmišljal, kaj sem sanjal in shranil, bi rekel, na en drug segment mojih možganskih miselnih procesov. In zato se jih danes spomnim. Ne, če sem jih sanjal pri 30 letih, se jih danes še spomnim zato, ker sem takrat dal te sanje, ne, namesto da bi jih pozabil, sem jih ohranil, jih obudil in jih zazipal, shranil nek drug tip mojega spomina, kratkoročnega, ki se je pa odkal še v dolgoročni spomin, zato se jih danes spomnim. Ne. Otroci imajo pa tudi to, se nekaj spomni, ampak če se enih lepih stvari, posebnih stvari, adrenalinskih stvari spomniš kot otrok, jih ohranjaš celo življenje. Kaj vem, v odraslosti, jaz ne vem, kaj sem lani takle čas delal. Ne. Mogoče pa otroci pri 5 letih celo vejo, kaj so pri 4. letu, ne vem, v vrtcu delali. Ne. Njihov spomin je pač drugačen, še posebej, če je vezan na ugodje. Ne, ker otroci imajo pa po drugi strani pa potlačitve, pa neljube stvari načeloma potlačijo, potlačitve ohranjajo in te potlačitve vplivajo na njihovo življenje, samo v zavestnem spominu jih pa nimajo več. In če je ta potlačitev traumatična, je to treba na psihoterapiji predelati, kako že? Tako da se otrok spomni potlačitve, zato ker je simptom, ki ga moti v odraslosti, povezan s to potlačitvijo. In v psihoterapiji je treba spomin oživeti, ga predelati in potem ta simptom v odraslosti izgine. To je fenomen pač otroških možganov, otroci imajo potlačitve, imajo pa tudi sposobnost spomnjenja nekih sanj, ne vem, za celo življenje. Zdaj pa treba reči, prej si omenila, da si imela sama ponavljajoče se sanje, ne, kako že? Ja, to sem hotela ravno kar omeniti. V bistvu sva se že pogovarjala o tem predhodno, da sem imela v otroštvu nekajkrat do potankosti enake sanje, kot bi se mi odvrtel en in isti film, pa me zanima, kaj bi to pomenilo. Ja, tudi meni, en kolega, zanj smo bili na pijači, je rekel, jaz sem en in iste sanje sanjal, da sem na matematiki in da nič ne znam. Ne? Se pravi, pridem na izpit in da nič ne znam. Skozi sanjam srednjo šolo. Je rekel, zdaj pa nič več. Sam jaz pa vem, da se pa vmes ločil. Ne? Se pravi, ko je imel zakonske težave, vso znanje, ki ga je imel, ne, zakomplicirano še pa še. Človek uporabi neke dnevne ostanke pa življenjske zagate za to, da sanja tisto, kar ga teži. In zakonski prepiri tik pred ločitvijo so en hud problem, ki ga psiha uporabi, se pravi delo sanj uporabi nerešljivo ali pa težko matematiko, ki je cveke pritiskala, fizika pa matematika, cveke pritiska, ne. In je to uporabil zato, da je sanjal nerešljivo stvar, to je bila pa konflikt z ženo. Ko se je pa ločil, pa teh sanj ni imel več, ker pa se je pa stvar razpletla, imel pa je v času ločevanja pa zakonskih težav en in iste sanje skozi. Jaz sem rekel, ker si se premleval si neke težave v realnem življenju, ki si jih imel v tistem obdobju. In še ena moja kolegica, ki je hodila k meni na psihoterapijo, še hodi občasno, ampak to zdaj že 10 let, pa pride vsake 2 let, mogoče spet malo na konzultacije, ona še vedno sanja rimsko pravo. To je pa menda najtežji izpit na pravo, ki ga je naredila, nek trojček, kaj pa vem, najtežji izpit in še vedno sanja, da bi tega izpita naredila. Ne? In jaz sem ji povedal, seveda to sanjate zato, ker vi se niste sterapirali do konca. Ne? Ni se sterapirala zato, ker ima hudo travmo iz otroštva, ne? Spolno zlorabo in jo ni jo predelala. Ker je bila tip spolne zlorabe tak, da ga je težko obuditi, spomin pod hipnozo, nismo to uspeli, pa eni zapleti so bili taki, da se to ni dalo predelati v popolnosti, do popolne rehabilitacije in ženska še vedno sanja, ponavljajoče sanje, rimsko pravo.
Ne? Ona ni dokončala, tako ona je še vedno tam nepredelano travmo, ona ni zaživela normalno, ne? Ni diplomirala iz življenja, da bi normalno živela. Ne? Tako da ponavljajoče se sanje so problem nekih psihičnih problemov, ki se niso razvozlali. Ne? Tako da bi ti rekel, če si imela kot deklica ponavljajoče se sanje, si v tistem obdobju skozi doživljala nek konflikt, mogoče znotraj primarne družine, ki je neodvisno od tebe vztrajal. Ne? Se pravi, nekaj si videla kot nerešljivo in si eni niste neke konfliktne ali pa celo si omenila nočne more, si sanjala. Zato, ker se je nekaj traumatičnega permanentno dogajalo. S tem, da nisem upeljal, kje je pa zdaj pa tukaj izpolnitev želje, ker jaz sam po sebi ne pristajam čist na to, da bi bile vsake sanje izpolnitev želje. Nočne more so še posebej zagatne. Ja, prijateljica pa mi je nekoč omenila, če nadaljujem lahko, da je v otroštvu imela pa samo črno-bele sanje. Mogoče lahko poveš kaj o teh barvah oziroma brezbarvnih sanjah. Lahko, da v tej knjigi, ampak zdaj teh 16 strani jaz nisem že še enkrat brati, mislim, ker to je toliko balasta. Zato je Freud po 15 letih še tole naredil, pa 140 strani še enkrat napisal, ker to je Okmanova britev, ne? To je razlagal, ko mačka okrog vrele kraše, pa nič povedal. Mislim, vse je povedal, ampak balastno. To treba izkristalizirati in zdaj se jaz ne spomnim, da bi Freud govoril o črno-belih sanjah. Jaz sem se nazadnje spraševal, kako je sanja pismo, jaz sanjam barvno. Ne, da je črno-belo. Zdaj bom pa moja špekulacija gre namreč v tolo smer, ne? Človekova duševnost, človekov duševni aparat deluje po nekih smernicah, ki se v njega kot simbolno bitje, kot misleče bitje naseli v otroštvu. Svoj čas so meni govorili, da je dojenček še slep. Mislim, jaz sem pol mojim otrokom tam pred očke, pa je zaprl oči. Ne? Sem rekel, da ni slep. Ne? Je pa res, da se otrokov vid, po moje, ne? Se nihče ni bil dojenček, pa se spomnil, kako je videl, ali je črno-belo videl kot dojenček, ali je barvno videl, ne? Ali pa selektivne barve, kjer je videl prvič. Zdaj pa lahko, da otroci dolgo časa gledajo v svet in ga vidijo črno-belega. Še posebej, recimo, v teh zimskih časih jaz gledam ven, vidim recimo še ciprese so črne, sneg je pa bel, pa temle hribi so sivi, ne? Se pravi, vidim zelo 3 barve. Ne? Zdaj otrok, če se rodi po zimi, pa je veliko snega, on skozi vidi črno-belo. Ok, razen če je doma. Moja špekulacija gre pač v smer, da je možno, da dojenček videva barve v črno-belih odtenkih. Res, da loči mogoče rumeno od oranžne pa rdeče, ne? Ampak vseeno on ne vidi to kot barve na način, kot bi odrasel človek to videl. Ne? Če bi imeli računalnik, bi dali dojenčkovo percepcijo videnja sveta ali pa tudi sanj, pa bi videli, da pa dojenček pa črno-belo vidi, ne? Da šele z leti prihaja do barvnega videnja, vizualizacije ali pa zaznave barv. In možno je, da so potem odraslosti, pa tudi mogoče pa nekatere sanje črno-bele, še posebej zato, ker je Freud rekel, da mi v odraslosti pogosto sanjamo otroške sanje. Ampak ne otroške v smislu, da so kar izpolnitev želje, nepopačene, kot sem prej govoril, ampak težave iz otroštva, se pravi, težave vezane na otroštvo, človek pa doživlja v odraslosti. Ne? Vse, kar človek v odraslosti je to, kar ga je pahnilo otroštvo. Zato je Freud uporabil frazo tega Williama Wordswortha, otrok je oče odraslega človeka. To je pesnik angleški, 1802. leta je to zapisal v pesmici in to se pripisuje Freudu, češ da je otrok oče odraslega človeka. Je pa res, da je vse, kar človek v odraslosti je zato, ker je to pa to doživel v otroštvu. To še posebej vemo zdaj, ko vemo, da vsi serijski morilci nastanejo v otroštvu, v odnosu do matere in ubijajo ženske.
ker imajo jezo do matere. Ne? Zato bi rekel, da tale otroštvo nam zagode. Zdaj, jaz sem tole povedal, da so vizualno sanjamo pismo po paradigmi, ki je sanjal otrok. Mogoče odrasli, če sanjajo pogosto v črno-belo, v resnici sanjajo neke otroške sanje. Po mojem videnju. Ne vem pa, če je Freud to kako drugače razlagal. Vem pa, v vojski smo imeli nekoga, ki se je boril za to, da ne bi bil v vojski, oziroma ne bi smel biti v vojski, neki Bosanc, ampak je bilo največja nečast, sramota, če moški ni v vojski. In je hotel biti v vojski, ampak bil je pa barvna slepota imel. Se pravi, nekdo, ki ima barvno slepoto, pa ne more sanjati v barvah. Ker ne more dnevnih ostankov, Freud je rekel, človek vzame dnevne ostanke ali pa ostanke iz življenja in jih da v sanje, manifestne, zato da sanja latentnost, tisto nezavedno željo, ki jo ima, da jo vdejani, vzame dnevno dogajanje. In če ti dnevno dogajanje percipiraš v črno-belih barvah, če imaš barvno slepoto, potem ne moreš v barvah sanjati. In tudi zdaj bom rekel, verjetno, če vzamemo dnevne ostanke, jih damo v sanje kot manifestne, dnevni ostanki so barvni. In po mojem mnenju ljudje sanjamo v barvah, le da se tega ne spomnimo. Sanje so večinoma vizualne, torej ne. Tako da me zanima mogoče, kako sanjajo slepi. Ja. Takole bom rekel, če se človek rodi slep, nikoli v življenju ni videl, je vprašanje, kako sanja. Ampak nekdo, ki pa oslepel pri 5 letih, ali pa ne vem kdaj, potem pa sanja tisto, kar je sanjal, se pravi paradigmo vizualnih sanj, ki jih je sanjal kot otrok. Se pravi, še vedno sanja, ker njegovi možgani, se pravi miselni sistemi, spomin ohranja tudi skozi željo. Človek, ki je slep, si želi videti, in če so sanje izpolnitev želje, pa si želi tudi videti. In tam slepi ljudje vidijo. Je pa res, da so sanje tistega, ki je od otroštva slep, da se rodil brez živca vidnega. To pa tudi mene zanima, kako sanja. In zdaj, če sem jaz to prebral o Freudu pred 25 leti, bom rekel, sem pozabil. Ne vem, ne bi znal tega tako odgovoriti, da bi rekel, tisti, ki so od rojstva slepi, ne sanjajo vizualno, tako kot tisti, ki vidimo, ampak tega ne vem, bi pa znal pa dodati, da so sanje tako, torej možgani so tako pametni, da lahko z nekim ne vem kakšnim obrambnim mehanizmom, sistemom vzpostavijo slike znotraj te sposobnosti, miselne sposobnosti, ki jo premorejo možgani, oziroma raj bom rekel, neki miselni programi ustvarijo vizualne slike, človek je pa slep, mogoče tudi od rojstva. Nekaj sem povedal. Ja, nekaj pa je. Drugo vprašanje pa bi bilo, ali lahko sanje tolmačimo s pomočjo tako imenovanih sanjskih knjig? Ali obstaja torej neka, ne vem, splošna formula, ki recimo pravi, to sem preverila včeraj v neki sanjski knjigi na spletu, da sanjati hotel, na primer, pomeni, da boste imeli problem na poslovnem področju. Ne, tole bom sploh za neko te sanjske knjige, ampak prej, zdaj sem se spomnil, če človek, odgovor na prejšnje vprašanje, če človek sanja rdečo barvo, zagotovo sanja neko pohotnost, ker tudi barve simbolizirajo ene stvari. Rdeča barva je znamenje pohote. Tako da bom rekel, dvomim, da ljudje, ne vem, v erotičnih sanjah, da sanjajo črno-belo. Razen, ne vem, če gledajo črno-bele porniče, pa podoživijo pornič v črno-beli obliki.
zdaj mi je preklopilo in zdaj sem to povedal, če pa preklopim zdaj na sanske knjige, moram reči, da tam na gor imam slovar simbolov. Ne vem, taka knjiga, sem šel to gledati, sem rekel, pa kdo to kupuje. Ne vem, zakaj sem jaz skupil, mogoče zato, ker sem videl tam noter, tudi nek Jung je noter, ne, ker Jung, Carl Gustav Jung je skrenil z te Freudove psihoanalitične poti, bil je Freudov tako rekoč učenec, naslednik, kolega. 1909. leta sta šla skupaj v Ameriko prvič. Jung je bil dosti bogat, bogato ženo imel, tudi prodorn, ampak je šel pa v to parapsihološko smer oziroma v te arhetipe. In freudovska interpretacija sanj se razlikuje od jungovske in Jung ima dejansko neke simbole, kar univerzalne in zaradi Jungove psihoanalize so se vzpostavili ti neki sanjski priročniki. S tem, da je treba povedati, da ko je Freud pisal to knjigo, je ogromno preštudiral o predhodnikih, raziskovalcih sanj pred samim Freudom. In že takrat so poskušali sanje klasificirati v neke simbole, ampak zdaj z mojim znanjem bom rekel, da razen seksualnih simbolov mi ne moremo pisati sanjskih knjig, ki bodo držali, da bodo univerzalne za vse ljudi. Vsak človek ima različno psiho in ne more identične manifestne sanje imeti za identično latentno strukturo, se pravi, da bi bila simbolika identična. Ne. Tudi po nacionalnosti se recimo koncept golfive kače, mi imamo Prešerna v eni pesnici, govori o golfivi kači. Tisti, ki prebirajo Prešerna, ali pa Slovenci, ki poznajo Prešerna in koncept golfive kače, drugače sanjajo kot Kitajci. Ne. Ok, res je še, da golfiva kača tam nekje z Adamom pa Evo povezana, ne? In je tudi ta neka golfivost, ampak kača načeloma je pa simbol moškega spolnega organa. Prej smo začeli z nekim srednješolcem, ki je prišel mene fekta za intervju, jaz sem imel tlele vzad na kavču dve gimnazijke, tam gimnazija je 100 metrov stran, drugi, tretji letnik so bile in so punce prišle isti referat delati s tem, da smo se pogovarjali. Pa sem jih pa vprašal, kaj sanjajo? Kače. Sem rekel, a kaj pikajo? Ne, niso nevarne, jih je pa veliko. Sem rekel, fantje imajo bistvo, ki je očem skrito v hlačah. In to so te njihove kače. Zato si želite teh, torej nezavedna želja je, imeti kače, malo se jih bojite, ker malo pikajo, v resnici niso toliko nevarne in sanje so, torej kača je načeloma simbol moškega spolnega organa. Ne? In kaj to boste mogoče tudi videli zapisano, tisti, ki se ukvarjajo s temi sanjskimi knjigami, mogoče celo v kakšni knjigi. Ampak ni tako enostavno, da bi bil tam hotel, ne vem kaj. Hotel je tudi, ima simboliko čisto drugo. Ne, se pravi, hotel je tudi recimo lahko področje sestajanja dveh ljubimcev. Ne. Ima drugo simbolno strukturo, dva, ki imata neko skrivno afero, pa sanjata hotel, je to nekaj drugega, kot tam, če piše v sanjski knjigi, da je hotel simbol potovanja. Ne, ni to tako. Tako da bom rekel, imel sem enkrat eno žensko, če ostanem pri teh kačah, žlahtnico, ne, oziroma tam nekaj blizu sorodstva je, ki je sanjala kače. In to, sem rekel, ko pa jaz tem kačam, sem rekel, imaš ti kako afero, ti kaka kača tam smeti po libidu, no, ta te fehta, kdo od teh sodelavcev, pa rekla ne. No, pa sem pa rekel, a se ti kač bojiš tako? Ja, imam kačo fobijo. Ne, se pravi, to fobijo pred kačami ima, saj ni edina, to jaz poskušam s hipnozo recimo zdraviti ali pa vsaj ublažiti, ampak ta ženska je
kače sanjala, ne? In to je bila nočna mora. Zdaj sem pa jaz ugotovil, da je pograbila kot dnevni ostanek upoštevanje predstavljivosti, kot je rekel Freud. Se pravi, iz dnevnega življenja, dnevnega ostanka je pograbila nek segment svojega življenja in to fobijo, zato da je podoživela svojo največjo fobijo svojega življenja, ki pa ni bila kača. Kačo kot fobični element je odkala svoje sanje, zato da je sanjala nekaj, kar je bilo resnično njena fobija. Zdaj bom pa povedal, ker pa poznam, kakšna je, bila je poročena, oziroma je poročena 10 let in ni mogla zanositi. In potem sem jaz rekel, kakšna nočna mora bi bila v njenem življenju, če ne bi mogla zanositi, imeti otroke. Je rekla, jaz bi se ubila. Ne? Aha, sem rekel, se pravi, ona je pa pograbila kačo, kot sicer simbol moškega spolnega organa, dosti univerzalen, v svoje sanje dala, zato da je podoživela tisto nočno moro, ki si jo zgradi v glavi, ker ne more imeti otrok. In pa se je zbudila. Ne? In pa pride k meni, in ko sva midva to predelala, še s hipnozo sem ji serviral uvid. Ona ni imela več nočnih mor. Se pravi, skozi uvid, predelavo enih sanj, sva predelala realno travmo, ki je bila bojazen, da ne bom zanosila, mož me bo pustil, bom samska brez otrok. Ne? In ko sva to predelala, glej ga šmenta, ne samo, da ni bilo več nočnih mor. Ona je danes tudi mlada mamica. Ne? Jaz njej rekel še fiziologijo telesa skozi psihično popucanje, ne? Se pravi, voze smo odvozlav, danes nima nočnih mor, je mlada mamica, srečna in vesela, tako da za sklep bom rekel, tisti, ki hočejo se nekaj naučiti o sanjah iz sanjskih knjig, to je napaka, to je natek. Niti arhetipske sanje nima, torej imajo svoje simbole za tiste Jungovce. Ne? Če greste Jungovce prebrati, so vsi obsedeni s temi simboli Jungovimi. Ampak tudi Freud sam je rekel, da ne obstaja univerzalne sanjske knjige s sanjskimi simboli. So pa res določeni, podolgovati predmeti, so simbol falusa, torej so falus, simbol moškega spolnega organa, določene, ne vem, odprtine so pa simbol vagine. Recimo klobuk, za klobuk je rekel, da je simbol in vagine, ker ima luknjo, se jo da natakniti, in falus je klobuk, simbol penisa, ker ima štrlino, pa dva krajcarja so pa, ne vem, testisi. To je Freud rekel, mislim, da ravno v tej knjigi. Če se dobro spomnim. Ok, tole je to. Ja, tako, ko sva bila ravno pri teh groznih sanjah in nočnih morah, med sanjanjem se včasih na nek način zbudimo, ampak se ne moremo premikati, smo kot paralizirani. Verjetno se je to zgodilo že marsikomu od nas. Za kakšno vrsto sanj gre? Ja, meni se je zgodilo, da sem se zbudil, pogledam dol, sem imel pa noge odžagane. So me pa takrat metali iz službe oziroma vrgli iz službe. Freudovsko rečeno sem ostal kastriran, ne? Finančno tudi, ne? Predvsem finančno na cesti, in jaz sem imel nočne more tako, da sem sanjal, da ležim in sem hotel vstati, sem imel pa noge odžagane, se pravi, sem bil nekak način paraliziran, nisem mogel hoditi, nisem mogel nič, in sem rekel, neč bom jaz kar nazaj zaspal, bo tole minilo, se mi bo noga nazaj zacelila. Spomnim se jaz svojih teh sanj, ker sem si jih želel zapolniti in si jih, to je bilo 15 let nazaj, jih dal, prekategoriziral v drug tip spomina in se jih danes spomnim. Sem bil tudi paraliziran, zato ker me je življenje paraliziralo. In človek, ki je v svojem življenju v neki stiski, v stresu, tako rekoč ohromljen, paraliziran, lahko sanja, da je paraliziran, da se ne more premakniti.
ne, ker tako rekoč simbolno podživi, ne, sanje so mu tako popačene, ne, da on tam leži negiben. Mogoče tudi zato, ker je tip problema, s katerim se mora on soočiti tak, da je raje ohromljen, in to bi bila pa nezavedna želja, kot da se spopade s problemom. Ne? A zdaj upam, da sem prav povedal. Ne? Se pravi, človek ima nezavedno željo, da ne more ostati, tudi zato, recimo, ker ne želi ostati, ali pa zato, ker ima tip življenja, ko se zbudi, toliko stresen, da raje spi, nezavedna želja je, sem ohromljen in še kar spim. Freud je recimo upeljal pa sanje, ko se pa otrok sanja, da je vstal, pojedel zajtrk, šel v šolo in je v šoli. On vse to sanja. Zato, da ohranja spanje. Ker on je v resnici šolo zaspal. Ker je tako luštno spati, kot pa biti temu nadležni šoli. In on sanja, da je že vstal, v resnici pa on spi. Sanja pa, da je v šoli. In na ta način še kar prijetno podoživi željo, jaz bi bil danes doma, ne bi šel v šolo. No, zdaj nam rekel, da je ohromljen pa spi, ampak sem ti pa prej povedal, da nekdo lahko čuti ohromljenost zato, ker je ohromljen v samem življenju, oziroma če se angažira, bo zapadel v konflikt in ga nezavedna želja ohromi in je raj primer tem negibni, kot da gre ne v boj, v mesarsko klanje. Ja, zanimivo mi je tudi to. Sem se sama namreč pogosto spraševala, ali moški in ženske lahko sanjamo iste, torej domala identične sanje, in ali naša konec koncev spolna usmerjenost kakorkoli vpliva na to, kako sanjamo. Ja, seveda. Mislim, da sem tem osnovnošolcu tudi to izpostavil, pa me to nista vprašali. Zdaj ti kot ženska boš pa verjetno, pa tudi zdaj zadnje čase, ko se pripravljaš na tole, se sploh ukvarja s temi sanjami. In moram reči, moške pa ženske sanje so popolnoma različne. To je vedel Freud, to so vsi vedeli, to vsi vemo danes. Ne? Se pravi, zaradi anatomije genitalij, zaradi kastracijskega kompleksa, kastracije, odipokompleks, koncept genitalij, dajajoče moške pa sprejemajoče ženske, diktira tudi sanje. Sanje identične manifestne, če bi bile, hipotetično govorim, identične manifestne sanje so radikalno drugačne v latentni obliki. Latentne misli sanj so recimo po spolu radikalno različne, zato tudi manifestne sanje ne morejo biti enake. Zato, ker latentne misli sanj, te elementi želje, elementi sanj na latentni ravni, diktirajo druge elemente sanj, druge simbolne zastopnike neke želje, moški pa ženske pa popolnoma drugače. Moški je dajajoč, zdaj se bom pa pač vodebovsko izrazil. Danes sem poslušal tudi Faktor, zjutraj sem Lokita pelil, pa je rekel tale Videtiček na Faktor, če se vodebovsko izrazim, ranjene duše. Ne? Jaz sem določene izraze, ki so dejansko moji, vodebovski, vodebovi moji. Moškinja je možata ženska, možača bi bila lezbika, moškinja heteroseksualna ženska, ki je napačno razrešila odipokompleks, ima eno zdraho v glavi, potem za razliko od teh ženstvenih žensk, ki jih jaz pišem celo z velikim željem, in tudi te ženske, falične, pa normalne, imajo različne sanje. Ne? Faličnost je osebnostna lastnost možatih žensk, so napačno razrešili odipokompleks, imajo v sebi zavidanje penisa. Ne? Tudi lezbike, pa ženstvene ženske imajo popolnoma različne sanje. Kaj šele moški pa ženske? Ne? Moški, če se vodebovsko izrazim, je dajajoč, ker njegov penis dajajoč, ejakulirajoč, je aktivn, Freud je pa uporabil izraz, aktiven. Ženska je pasivna, ni pa rekel sprejemajoča. Jaz pa rečem, ženska je sprejemajoča, varnost, zaščito, denar. Moški mora ženski zajakulirati denar. Če tega ne naredi, ni pravi moški, ali je pa skopuh.
ga mama ni na kahlo dala prav, privajala na kahlico, nastane skopuh. Načeloma pravi moški je dajajoč, ker so dajajoče njegove genitalije. In svojo dajajočost, svojo aktivnost, svojo faličnost sanja moški v sanjah. Ne, latentne misli sanj diktirajo nekaj in te manifestne sanje so čisto drugačne. Od ženskih sanj, ki so pasivne, sprejemajoče, kastracijski kompleks pri ženski je tak, da je rada lepa, če nimam lulčka, sem pa toliko lepša, poglej me, kako sem lepa. In zdaj sanje so začinjene s to paradigmo lepšosti oziroma kastracijskega kompleksa pri ženski in kastracijske bojazni pri moških. Moški smo kastratibilni, da se nam nekaj odrezati. Zato so manifestne sanje moških pa žensk popolnoma različne. Zato, ker je različna nezavedna želja, ki jo pa diktira anatomijo genitalij. Da ne govorim, prej sem upeljal moškinje pa lezbike. Že lezbike, falične pa feminilne, sanjajo različno. S tem, da moram reči, da imajo vse ženske zametke biseksualnosti. Ne? Tako da vse ženske, tudi če nikoli ne prakticira seks z istim spolom, lahko v sanjah podoživlja neko erotiko žensko. Zato, ker ima prav spomin na mlado, lepo mamico, ne, ki jo ima rada, dojenje z mamico, lep obraz mamica, Oedipov kompleks gre k očetu, kot bitju s penisom. In to zaznamuje tudi sanje v odraslosti žensk. Ampak ženske se lahko v sanjah erotizirajo tudi z žensko. Zdaj, da bi jaz v sanjah moškega sanja, to je bila največja nočna mora. Da bi neko erotiko jaz imel v sanjah, ki bi bila sicer manifestna, ne, latentno ozadje, Bog ve, kako bi bilo. Bog ve. Ampak načeloma imajo ženske že znotraj svojega spola različne sanje. Falične ženske imajo drug tip sanj kot feminilne ženske. Da ne govorimo o gejih. Geji imajo pa prej podobne sanje lezbikam, oziroma ne lezbikam, ženstvenim ženskam, torej ženskam, geji, podobne sanje ženskam, ne pa moškim, feminilni geji. Pa so pa falični geji, ki kot objekt želje ima rad sicer moškega, ampak je on dominanten tam. Ne? In tudi njegove sanje so v manifestni formi popačene na drug način, ker je diktat latentnih želja glede na psihično strukturo pri faličnem moškem drugačen kot pri feminilnem faličnem geju, drugačen kot pri feminilnem geju. Tako da obstaja ogromno razlik. Teoretsko zdaj govorim, zdaj praksa bi, če bi šlo, zdaj meni tudi geji prihajajo, pa tudi lezbike, pa zdaj se čisto ne spomnim, koliko sem pa te sanje predeloval po teh mojih, recimo, svetovancih, bom rekel, ne bom rekel gejih pa lezbikah. A sem povedal? Ja, hvala za izčrpen odgovor. Ko sva se midva v pripravi na ta intervju pogovarjala o nekih mojih sanjah, pa si namignil, da sanje posredno lahko namigujejo prihodnost. V tem kontekstu si mi tudi omenjal neke svoje preroške sanje, tako da nekaj več povej zdaj na to temo. Jaz znam biti po vseh teh 25 letih seznanjanja s temi sanjami, pa še več, znam biti kritičen do Freuda. Jaz sem bil kritičen tudi, ko sem ga bral, sem bil že takrat dosti profiliran Freudovec. Sem šel brati te sanje v slovenščini, sem bil jezen na Freuda še pa še. In tudi te preroške sanje jih je negiral Freud. Moja izkušnja pa ni, da se jih da tako kar negirati. Namreč jaz sem par sanj zapomnil svojih, ravno pred 25 leti, ko se mi je dogajal kalvarija v zvezi z doktoratom, ko sem rabil zaveznike in teh zaveznikov ni bilo. Imel sem pa tam mentorja geja, urednik Spremne besede pri analizi sanj, pa avtor tele knjige, to je nek psihoanalitični slovar, sam ni tako dober kot recimo tale. To je pa pred 25 leti v Zagrebu sem kupil.
psihoanalitični rečnik Laplanche Pontalis. To je alfa in omega razumevanja psihoanalize. Bogdan Lešnik je to napisal in tega Bogdana Lešnika nisem mogel spraviti v kozji rok. In mi niso pomagale moje zaveznice z prvega doktorata, prvega magisterija, sem ga 95. leta, tako rekoč končal, Eva Bahovec mi je tam asistirala, zdaj moja smrtna sovražnica. Ampak pred 25 leti sem jaz vedel, da rabim Žižka pa Dolarja, da mi pomagate, da tega Lešnika v red spravo. Meni so rekli, ti ne boš doktoriral sploh, ker moje teorije so bile heteroseksualne. Freudu sem malo porekal, ampak ni bil to problem. Problem je bil pač to, da so moje teorije vezane na šport bile heteroseksualne, moj mentor je bil pa gej in se mu to ni dopadlo. Bilo je pa vse legitimno in meni se je obetalo, da ne bom doktoriral. In potem je sanjam sanje, kako bi jaz red pač prišel nekam na teraso moje stolpnice, kjer sem takrat bil doma, oziroma kot otrok sem bil tam doma, in potem je bilo vse zabito, zaklenjeno, ni se dal priti gor, kamor sem jaz želel. Gor so bili pa doktori, Žižek, Dolar, cela elita, tudi feministke, takrat, če nisem bil ne vem kak antifeminist, to sem pol postal, ker sem videl, kako so militantne te feministke, ampak pred letom 2000 jaz nisem bil ne vem kako militant, popadljiv do feminizma. Pol šele, ko so mi zobe pokazali, sem pa jaz tudi zobe nazaj pokazal. No, tam gor bi jaz mogel priditi, nikako nisem mogel priditi. Bahovec, sem še moj avto dal, Toyota, sem imel takrat ključe, sem rekel, zdaj sem pa ključe dal, zdaj sem pa brez falusa, vse adute je imela. Kako bom prišel, lift je zaprt, stopnišče je zaprto. Bil je pa zraven stolpnice en dimnik. Uporabil sem to mojo stolpnico, ki je še vedno tam dol, vedno, kadar grem in gledam, kje sem jaz v sanjah plezal. Smrtno nevarno, nemogoče plezanje, mission impossible. Ampak sem rekel sam sebi, če jaz priditi v intelektualno srednjo elito, moram tele gor splezati. Zdaj, spreten sem, si zaupam, naporno bo in sem plezal po tem dimniku, po fasadi, rekel 40 metrov, po tem dimniku na vrh dimnika je bil pa prehod na teraso, kjer se žur dogajal. Oziroma, tam je bila intelektualna elita, tam si bil bolj car, če tja gor prideš. Vsi so šli po dvigalu, po stopnišču, jaz sem mogel pa plezati smrtno nevarno in sem jaz plezal do gor. Oziroma, vem se, da sem plezal in sem vedel, da bom gor splezal. Vedel sem. Zdaj sem pa jaz tudi v tej intelektualni eliti, oziroma takrat sem se te sanje zapomnil in sem rekel, moja pot bo trnava, se pravi, tole so neke priložke sanje, tudi če je bila to moja želja, da pridem gor. Kar bi Freud takoj rekel, to je bila pa tvoja želja. Ja. Ampak ta želja se je čez 25 let realizirala. Tako da bi bilo mogoče avtopreroško. Jaz sem sam sebi prerokoval, da bom prišel tako rekoč v intelektualno srednjo, če bom svojo kalvarijo odtrpel do konca, ampak pol, ko mu je aparata, bom pa tam gor. Bom pa eden izmed tistih, ali pa še več od tistih, ker moja pot, da sem prišel na vrh, je bila bistveno težja kot pot enega, Žižka ali pa Dolarja. Tako da, bom rekel, po mojem videnju, tudi po videnju teh pacientov, ki jih terapiram, so določene sanje ne zgolj izpolnitev želje, kar se pa ne da čisto dokazati, ampak so na neki točki preroške v smislu, da človek zna svojim kognitivnim aparatom, svojim softverjem, svojim spominom, svojim logičnim sklepanjem, svojimi informacijami, sam sebi napovedati, kaj se bo zgodilo drugo leto takle čas. Tudi ko terapiram, ko grejo pari narazen, recimo vprašam, kaj si zdaj vi želite, da bi bilo drugo leto takle čas, ali pa čez 10 let. Ampak vi meni povejte, vzpostavite časovni stroj v svojem kognitivnem aparatu in poskušajte prerokbo vzpostaviti v svoji glavi in intuitivno meni povejte, kaj bo. In potem mi pa povejo, kaj bo, želim si to ne, jaz si želim tole pa tole, zdi se mi pa, da bo to. In potem se izkaže,
da so te prerokbe, ne da so samo prerogbene, ampak da so zelo točne. Zato, ker ta kognitivni aparat v bistvu zna preračunati vse informacije, skalkulirati in ve, si napove, ne zato, ker je najdel tam neko pot v tretjo dimenzijo, kjer se je to že zgodilo in gre tja pogledati, kaj je. In je parapsihološko seznanjen s svojo bodočnostjo. On jo zna sam sebi napovedati, ker je pameten. Zato so določene sanje preroške, po mojem videnju, po Freudovem pa ne. Ja, menda veliko sanjaš tudi o gimnastiki, ki si jo nekoč treniral, in o trenerstvu v gimnastiki, bil si tudi trener jugoslovanske reprezentance. Kaj bi to pomenilo? Jaz sem zdaj, ko sem imel veliko teh težkih terapevtskih primerov, tudi z lokalnega okolja, in ena lokalka je bila popolnoma podobna eni moji telovadki, ki je bila svoj čas leta 88, 89, tam nekje. Sem bil tudi na neuradnem mladinskem svetovnem prvenstvu z njo. Je bila izredno dobra. Ženska je stara danes, ne vem, letnik 77. Skratka, jaz jo nenehno sanjam njo kot deklico, ki je delala vse te vragolije take, da jih danes te svetovne telovadke ne delajo. Ne. Ampak potem sem jaz ugotovil, da v bistvu v enem trenutku je ta telovadka postala ta moja pacientka, ki je delala take vragolije, da jaz nisem mogel verjeti, take težke stvari. In jaz kot trener sem ugotovil, da sem jaz terapeut v sanjah, da v gimnastiko, kot ta dnevni ostanek iz preteklega življenja, bi rekel, 30 let nazaj, uporabljam za to, da sanjam terapevtsko sceno. In te terapije, ki jih jaz imam, to so, mislim, psihiatri to samo tablete dajejo. Jaz pa z besedo razvozlavam, talking cure, in potem to sanjam. In kadar sanjam gimnastiko, vem, da sanjam paciente, tiste najtežje, ne svetovanje, ampak paciente. In ponavadi, torej, večina mojih svetovanj kot pacientk je žensk in vedno imam ženske, ker sem bil trener v ženski gimnastiki. Kadarkoli sanjam gimnastiko, sanjam psihoterapijo v tem ožjem smislu, kot zdravljenje z besedo. In tudi vem, da sem jaz fanatično v psihoanalizi. Zdaj to, da jaz delam še marsikaj drugega, je to druga zgodba, ampak jaz kot mladec sem se jaz navdušil nad gimnastiko, ker je bila to strahovita, težka športna panoga. Najtežja, kar jih je. Gimnastika je to, če si štorast, ne moreš nič. Če nisi gibljiv, koordiniran, močen, ne moreš čist nič. Zelo kompleksna športna panoga. Tako kot je kompleksno pristopanje k psihoterapiji. In zdaj jaz sem z užitkom v psihoterapiji, zato ker sem bil nekoč z užitkom v gimnastiki. Freud je bil identično, fanatično predan arheologiji. On je sanjal, da bo odkopal Trojo, ki še takrat v njegovem času ni bila odkopana. Skozi je bil arheolog, mislim, da je tudi sanjal arheologija. Potem je pa zapadel v psihoanalizo, ker je simbolni nasledek arheologije, ki je kot otrok ljubil, bil predan njej. Za njega je bila arheologija to, kar je zame gimnastika. Jaz kot telovadec sem bil vpet v to zajebano športno panogo, zdaj sem pa vpet v psihoanalizo kot zajeban miselni koncept, ki pomaga tudi pacientom pa razumeti družbo. Se pravi, res pa je, da sem jaz kot telovadec bil sam gimnastičar, ampak tista telovadba moja, kadar jaz sanjam, pa da sam kaj telovadim, to zdaj že dolgo nisem, mi pa nekako nekaj ne gre. Kar bi pomenilo, da sam sebe recimo ne morem spremeniti, pa po drugi strani ne vem, koliko bi se sploh rad spremenil. Ampak eni elementi, če jih sam izvajam v sanjah, mi ne grejo. Hkrati vem, da ene stvari v življenju jaz kot neka izklesana osebnost ne morem spremeniti na sebi. Čez nekaj pač ne morem iti. Jaz se ne bom opravičil, recimo pa šel še enkrat doktorat delati, to jaz ne morem narediti, ker mi ego crkne. Ampak sanjam pa te stvari, da jaz telovadim. Nekaj je, da sem jaz telovadec, nekaj pa, da sem trener. In kadar sem trener,
vem, da terapiram. Ampak tudi v terapijah, torej v sanjah, včasih z nekim kognitivnim pristopom, pa razvozlanjem sanj, razvozlam primer, ki ga terapiram. Tako da določene rešitve za težke primere sem jaz tudi odsanjal. Wow, sem se razgovoril. Ja, in ko sva že bila pri Freudu, si ga omenjal, pa me zanima še, kaj je tako pomembnega oziroma epohalnega v Freudovi knjigi Interpretacija sanj. Freud je tukaj epohalen, bi rekel, epistemološko prelom. To je, kot da bi kopernikanski obrat, se reče, v filozofiji ga je naredil Kant, s tem, ki je rekel, da je resnica proizvod subjekta, da je človek ujetnik svoje avtoprevaralnosti, oziroma tako rekoč tudi Kant je že rekel, da svobodne volje ni, da neke resnice mi sploh ne moremo ujeti, je neulovljiva, izmuzljiva. Resnica je proizvod subjekta, absolutne resnice ni. In to je kopernikanski obrat pri Kantu v filozofiji. Nikolaj Kopernik je pa tudi rekel, ni Zemlja središče vesolja, ampak je Sonce. Zemlja potuje okrog Sonca. Zdaj ni šel v detalje, da je pa tudi Sonce ena od zvezd, ki tam tava v galaksiji oziroma v vesolju, ampak to je radikalno spremenilo pogled na astronomijo v času Kopernika, Galileja, Giordana Bruna. Nekateri so goreli na grmadi, Giordano Bruno je bil. Eni so bili pa izolirani od javnega življenja, zaprti pa tako naprej. Ampak so bili pa epohalni. In Freud je bil epohalen s tem, ko je rekel, zavest vršte za psom, bi rekel, pa dajte stran, nezavedno je ključno. In kraljevska pot do nezavednega je ravno interpretacija sanj, za katero je rekel, da če bi se pa z umetnostjo najprej detaljno ukvarjal, bi bila pa kraljevska pot do nezavednega interpretacija umetnosti. Jaz sem pa rekel, če bi pa s športom se najprej ukvarjal, bi pa interpretacija športa, kraljevska pot do nezavednega. To sem pa jaz to prelomno spoznavno pot naredil na področju športologije, interpretacije športa. Se pravi, Freud je tako prelom, da od Freuda naprej ni več nič, niti v sociologiji, niti v filozofiji, zgodovini, antropologiji, nič več ni tako, kot je bilo pred Freudom. Čeprav je Freud interpretiral sanje na podoben način, pred njim je pa to že nekdo naredil. Vse so bili literati, pesniki, Schopenhauer, Goethe, Artemidor v stari Grčiji je podobno razlagal sanje kot Freud. Ampak Freud je elaboriral, se pravi, sanje je razložil tako, da je opeljal koncepte, o katerih sem v začetku govoril, vse te tvorba simbolom, elementi sanj, sekundarna elaboracija, inteligibilnost sanj, kako pride do inteligibilnosti, kakšna je funkcija sekundarne elaboracije, kakšna je funkcija premeščanja, kaj to sploh je, kaj pomeni mehanizem zgoščevanja pri tvorbi simbolov, manifestno latentno, delo sanj, popačenje sanj. To so vse koncepti, ki veljajo tudi za budna stanja, za tvorbo simptomov, telesnih simptomov pri raznih histerijah. In vse te koncepti so aplikatibilni, se pravi uporabni tudi pri interpretaciji umetnosti, ki je pozneje speljal, ali pa interpretaciji športa, ki sem jo pa jaz elaboriral. In tako epohalne knjige, kot je interpretacija sanj, je ni. Mogoče, mislim, na nekem papirju bi bila mogoče Darwinova evolucijska teorija tudi, ker obstajajo znani tisti nebodiga treba misleci, ki so ranili človeški narcizem. In Freud je ranil človeški narcizem podobno kot Darwin, ko je rekel, da je človek se razvil iz opice. Moramo reči, da se ne ve, a smo iz opice prišli, ampak elaborat je pa res dober. Darwinov, ki ni čist cel na njegovem zelniku zrastel,
Ampak tudi Freudov elaborat ni cel na njegovem zelniku zrastel. On je napisal študije o histeriji že z Breuerjem. Jozef Breuer je imel katarzično metodo in identično pristopal k psihoterapiji. S tem, da polovico stvari ni vedel Breuer. Breuer je še seksal s svojimi pacientkami. Recimo Ana O. je Berta Poppenheim. To je Freud, vse se seznanil s tem z leta 1881. Potem je šel k Charcotu, hipnozo preštudiral. Sam sicer ni znal hipnotizirati, ki je preveč dobro, ampak potem, ki pa ta elaborat psihoanalitični zastavil je pa s to prelomno knjigo vseh knjig, interpretacijo sanj, potem je Freud, bi rekel, zakoličil novo obdobje 20. stoletja. Brez Freuda se danes ne da absolutno nič pametnega povedati. Pove se pa skozi psihoanalitične koncepte, ki so v osnovi Freudovi koncepti. S tem, da je upeljal pa Lacan še neka dopolnila, to je nek francoski novo Freudovec, za katerega jaz trdim, da je zavrl razvoj Freudove psihoanalize za 150 let, ker se je trudil, da bi bil toliko težak, da ga nihče ne bi razumel. Freud se je pa trudil razumeti, ampak je toliko je zakompliciral, da se rekel Okamova britev pomeni, da pa ti poenostaviš stvari, da jih znaš bolj ljudsko povedati. Danes bi bilo treba interpretacijo sanj na novo povedati, razložiti, kako se kreirajo sanje. Kaj vem, jaz sicer danes sem malo probil tole narediti. Je uporabno tole, kar sem povedal, sam tudi ni tako enostavno, zato ker same sanje niso enostavne. Težko jih je razložiti. Ok. Ja, greva zdaj k vprašanju, na katerega sem že prej malo napovedala. Kako je z moralnostjo v sanjah? Ali imamo kaj moralnih zavor in kako je s sramom v sanjah? Ja. Sej, to sem že prej rekel. Leta 1900, ki je pač izšla ta knjiga, v tistem času Freud še ni vedel za nadjaz. In je skozi govoril o cenzuri sanj. V bistvu pa danes vemo, da je inštanca nadjaza, ki se rodi v obdobju Oedipovega kompleksa in je pri moških načeloma, in zato me ne marajo, predvsem feministke pa levičari, pri moških je inštanca nadjaza močnejša. Zato, ker je otrok deček kastratibilen, ker se mu da odrezati lulčka v tistem trenutku, ko si on želi nekaj, kar si ne sme želeti. Se pravi, če si želi željo svojega življenja, takratnega otroškega, če si želi mamico, Freud, torej oče upravi kastracijo. In ta groza je fundament, na katerem moški zgradi moralno razsojanje. Nadjaz. In ta nadjaz vstopa v cenzuro sanj. Cenzura je nenehno prisotna in Freud je nenehno govoril o cenzuri, ni pa govoril o nadjazu. Ženska cenzura je pa rekel, malce milejša, tako rekoč, pri kreaciji sanj. Sploh pa v budnosti je ženski nadjaz, Freud je rekel, šibkejši, vendar ima pa ženski močnejšo sočutnost. Žensko moralno razsojanje temelji na sočutju, moško moralno razsojanje pa na tisti pravi avtohtoni postkonvencionalni moralni razsodnosti, kot je rekel Lorenz Kohlberg, čez 20-30 let po Freudu, ker je pa testiral moške in ženske. Tako da sram je znamenje želje. Večji kot je sram, večja je želja. Ampak nadjaz je pa tisti, ki upeljuje sram. In nadjaza se ne da popolnoma ubiti, niti v sanjah, se pravi obkoliti, iti mimo njega. Zato pride do popačenj, točno zaradi cenzure pride do popačenja sanj in se latentne želje, misli sna, pretvorijo preko procesov zgoščevanja in premeščanja psihičnega akcenta, preko prevrednotenih predstav, ki jih manifestno sanjamo, pride do realizacije želje, ker je cenzura tam. Cenzura ima pa ime nadjaz. Tako da načelo realnosti je pa tisto, ki botruje želji, nasproti, torej načelo realnosti pa nadjaz sta dve inštanci, ki oporekata želji oziroma oporekata načelo ugodja. To
To je pa osnovno vodilo človekovega življenja, stremeti k prijetnosti. Pa okolje ne pusti, morala ne pusti in v odipalni fazi se vzpostavi nadjaz, superego, ki je vedno na delu, pri moških je močnejši kot pri ženskah, načeloma. Ampak samo pri 20% moških je zaznati postkonvencionalno moralno razsojanje. Vsi ostali moški, 80% je pa toliko pokvarjenih kot bave. Sorry, če sem se malo karikirano izrazil. Je že v redu. Zakaj torej po tvoje sanjamo? Zato, da spimo ali spimo zato, da sanjamo? No, na tej točki moram pa tudi z Lakanom soglašati. Freud je dobršen del in interpretacije sanj, še mogoče bolj pa tega uvoda, predavanja za uvod v psihoanalizo iz leta 17, govoril, da so sanje varuh spanja. Ne? Da sanjamo zato, da spimo. Sanje so varuh spanja, ohranjajo človeka pri spanju. In potem še ogromno stvari pove na to temo, dosti konsistenten elaborat, vendar je pa Lacan nekaj naredil, kar je meni bliže. Lacan je pa rekel, da v bistvu zaradi načela ugodja spimo zato, da sanjamo. Ne? In jaz se spomnim, svoj čas sem ogromno hodil po nekih, žurkah, po nekih adrenalinskih, kaj pa vem, srečanjih, kongresih, kjer se je debatiralo, pelo, zabavalo do poznih jutranjih ur, sem spal 3 ure, 3 dni po 3 ure, pa nisem bil nič zaspan. Zato, ker sem vse želje, tako rekoč, realiziral v tisti prijetni družbi. Ne? Se pravi, nisem rabil spanja, ker sem želje realiziral, mimo spanja. In Lacan je rekel, da v bistvu gremo spat zato, da lahko sanjamo. Ker sanje izpolnjujejo željo, v sanjah doživljamo ugodje. Zato je meni bližje ta teza, pač da gremo spat zato, da lahko sanjamo. Ne? Če tudi latentna sanje vsebujejo željo, jo vendar na nek način udejanjimo v sanjah in ta onojevska struktura je zadovoljena, ne? In ko je zadovoljena, ne rabiš več spanja. In po mojem videnju sanje niso varuh spanja, ne? Kot je rekel Freud. Ok, tokle. Ja, spomnim se tudi, da si mi neformalno namignil, da bi ti Freudove znamenite sanje o Irmini injekciji čisto drugače razložil. Kako? Jaz sem leta 96 so išle Delta, feministična revija, Eva Bahovec, urednica, ne? Leta 95 je bila stoletnica Irminih sanj o Irmini injekciji, ne? To je Freud pa njegova Marta. Ne, to so moje popisane knjige. Sem popisana Delta. To sem jaz vse popisal takrat in sem se z glavo v zid zabil, kako Freud ni vedel, da gre za ginekološki pregled. Irma mu tam usta kaže, on gleda s prstom noti, daje injekcijo, noter je imel gnojni izcedek, transparentno simbol sperme. Ljubosumen je bil na prijatelja kolega Ota, en Oto je tle noter, pa nek doktor M. Mislim, sam sebi je očital, da se s to Irmo ni dol dal, zato ker je bo leta 95, ko je to sanjal, junija, poleti leta 1895. Žena je bila noseča, ni bilo seksa. On je imel to Irmo. In potem so mu jo popravljali, ne, drugi zdravniki. Človek je bil ljubosumen. Mislim, jaz pišem oralni seks, not v glavo, gleda noter v goltanec, kaj kdo not pustil. Injekcija, penetracija, falus, trebuh, želodec jo boli, nosečnost. Mislim, leta 96 sem vse to napisal. Seks, gledal v grlo, nosne školjke so bile simbol menstrualnih težav po Williamu Flissu, njegovem prijatelju v tistem času. Simbol težav v genitalnem smislu, nošne školjke in on to sanja. Govori o umetnih zobeh.
pri tej Irmi, da je imela umetno zobe. Jaz sem takoj to videl dildota. Mislim, to je ta plastični, falični nadomestek za organ, s katerim se ženska poteši. Mislim, jaz sem obupoval sem, kako je Freud tako zavozil s temi prvimi svojimi sanjami, da mi je bilo groza. Ne? Pol pa grem jaz leta 2000, mislim, tu smo šli vsi Freudovci, v Divaško jamo. To je pa Škocijanske jame, Divaška jama. Tam je v bistvu Freud bil, ko je šel v Trst in se tam tudi ustavil in je bil zgrožen nad temi, mislim, da škocijanskimi jamami. Neka vulva, vagina, globina. Celo z enim Slovencem se je pogovarjal in rekel, to je pa najbolj neanalizabilen pacient. Tega se pa ne da pozdraviti. En Slovenec. No in mi smo šli dol, v tistem času sem te podiplomske študije delal, pripravljal na doktorat in sta bila Žižek pa Dolar. V tej Divaški jami, to smo šli z nekimi dekami, 8 stopinj je bilo sredi poletja. Ona dva sta predstavila 6 tipov interpretacije sanj, ampak ne njunih, svojega sta mislim, da tudi dala, ne vem, kjeri so vse bili, Erikson vem, da je bil, ne vem, Lacan se mi zdi. 6 čist drugih tipov interpretacije sanj, kot je sam Freud predstavil v tej sanjah o Irmini injekciji. Ne? Jaz pa tukaj pišem, mislim, ljubosumje, ginekološki pregled, nosečnost, bolel je trebuh, umetni zobje, dildo, injekcija, gnoj noter, umazano, ljubosumje na tega ota. Skratka, jaz sem razočaran bil nad Freudom, ki je to tako spodletelo interpretiral, je pa predstavil vse te mehanizme sanj, o katerih sem jaz prej govoril. Tako da sanje o Irmini injekciji so sam legendarni, ne da se pa prav veliko iz njih naučiti. Ali pa jih imeti za neko resnico. Kaj pa tebi osebno pomenijo sanje in ali si pogosto pomagaš prav s sanjami pri svojih pacientih? Ja, jaz si pomagam s sanjami zato, da vidim, kje ima moje nezavedno akcent. Jaz sem sam sebi pacient, toliko, ko je bil Freud. Ko ni imel pacientov, je imel, ne vem, sam sebe za glavnega pacienta in je delal na sebi dobro čuječnost, autoanalitičnost in ogromno psihoanalize se je on naučil na sebi. Tudi jaz, ampak jaz že v srednji šoli, so me zbujali, da sem proučeval sanje. Zdaj pa sanje uporabljam zato, da vidim, kako se obnaša moje nezavedno. Kakšna je moja nezavedna želja. S tem, da jaz imam sebe tako naštudiranega, da mi sanje bolj ali manj potrjujejo tisto, kar jaz že predelam z vsemi temi autoanalitičnimi pristopi. Tako da bom rekel, sebi pomagam, ampak še bolj pa pomagam pa tem mojim pacientom, oziroma, ne vem, kolegicam. Ti, veš ko, jaz sem pa danes tole sanjala. Sem rekel, kdo je pa seksala nazadnje? Jo, kako to misliš? Ja, le, kakšne sanje sem imela. Ja, COVID kriza je, zdaj pa res bolj malo. Ja, lej tole, ja, simbolika sanje taka, latentne misli sanj so drugačne od tega, kar ti sanjaš, manifestne sanje so krinka, fasada za latentnost, tam je ključno, jaz znam pa to prebrati, ampak le, če vem približno, kakšno je življenje tistega, ki mu interpretiram sanje. Tisti, ki hodijo k meni tako redno, rečem, da si morajo zapisovati sanje, zato da vidim, kako sanjajo, pa vidim, kako se njihova nezavedno obnaša, kakšna je njihova nezavedna želja in potem se lažje znajdem v psihoterapiji. Ampak jaz v bistvu malo drugače analiziram sanje, kot jih je Freud. No? Ker moram pa tudi tiste, ki redno hodijo k meni, podučiti, da znajo tudi sebi razložiti sanje in ko jih to podučim, v bistvu sami sebi znajo pomagati oziroma znajo mene zalagati s pravimi informacijami, ker v bistvu dejansko mora pacient sam sebi razložiti sanje. Jaz ga moram pa podučiti, kako se to naredi, zverzirati ga moram. In to pa rabim pogovarjanje, da ga naučim vseh teh procesov. Tako da bom rekel, večina se jih sam tako ne spomne. Potem, ki jim pa rečem, da naj bojo pozorni, naj si zapisujejo, potem pa jaz lahko to uporabim pri tem,
kako tesnobnost rešujem, pa kakšne, ne vem, depresijo mogoče, panične napade. Ja, meni, da si pri interpretaciji sanj pomagaš tudi s hipnozo. Kako pa to izgleda? Ja, tisti, ki hodijo k meni, pa da so sugestibilni. Jih seveda hipnotiziram, zato s hipnozo najdem kupico nekih nezavednih potlačitev, ki odločilno vplivajo za porušenje psihe v odraslosti. In če je nekdo sugestibilen, mu nezavedna jedra hitro najdem. Imam nek programček, se stavim in s tem programčkom nagovorim človeka, ampak ga moram imeti pa v globoki hipnozi. In on sam sebi skenira psiho in pride do jedrnega momenta, zaradi katerega ima težave v psihi. Ima simptome, ki so nadležni. No, tako da tisti, ki so zelo sugestibilni, pri teh uporabljam sanje, torej hipnozo, tako da tudi sanje analiziram. Moram pa reči, da sanje sem pod hipnozo analiziral predvsem zato, ker sem bil toliko firčen. Kako je s Freudom, pa kako je z mojim sanjem. In potem sem prosil sugestibilne ljudi, če mi naredijo uslugo in da si zapomnijo sanje, oziroma nekaterim sem celo sugeriral sanje, ne v smislu, kaj vem, zdaj pa to sanjo ali pa sanjala, ampak da bo nekaj sanjala in se zjutraj tega spomnila. In potem pa prišla k meni, sva pa pod hipnozo, pa simboliko sanj razvozlala, zato da sem videl, če vse to Freudovo drži in v katerih segmentih se moti. Zato sem se naučil pred 25 leti jaz analizirati sanje pod hipnozo, ker sem bil tako radoveden, firčen. Danes pa uporabljam interpretacijo sanj pod hipnozo pri zelo zapletenih primerih, kjer so pacientke, ker imam eno v mislih, zelo sugestibilne, vrne mi spomin na sanjanje, se spomne, če se je sanjala, izostrim spomin na sanje, potem pa še sugeriram, naj razvozla sama sebi simboliko svojih sanj. In ko to jaz vidim, in potem vem, kako naprej. A sem bil izčrpen tole? Ja, mislim, da je bilo kar izčrpno, no, tako da so prišla že k najnemu zadnjemu vprašanju. Za konec ti bom opisala sanje, o katerih mi je nekdo nedavno pripovedoval. Ta oseba je sanjala svoje delovno mesto, kjer so imeli neki moški žurko. Ti moški so imeli gasilske uniforme, šlo je torej za neke gasilce. Sanjalec oziroma sanjalka se ni udeleževal ali udeleževala tega žura, je pa vsake toliko prišla nadrejena pogledati situacijo, kaj bi to pomenilo in kako bi ti razložil te sanje. Zdaj se mi to fajn zakodirala oseba. Zdaj bi rekel, je bil tole feminilni gej, a je bila pa ženska, heteroseksualna ženska, feminilna ženska, ker gasilci niso gasilci. Se pravi, želja po moških kot latentna, permanentna, latentna, nezavedna želja, pa tudi uzaveščena želja žensk, ki je trajno prisotna, je prisotna tudi v sanjah, v latentnih mislih sanj in zdaj ti moški naj bi z mano nekaj počeli. In pol uporabi dnevne dogodke, informacije, premesti akcent v element manifestnih sanj, in upelje gasilce, ki imajo seveda šprico. Oni pa ejakulirajo tisto vodo tudi tja, kjer ni požara. Požar je pa v ženskem mednožju tako rekoč vedno. Malo se hecam, karikirano govorim, zato da bi razložil. Se pravi, gasilec je simbol moškega z erekcijo, ki bi, ne bom rekel oplojeval, ampak ki bi se nekaj šel s ženskami. Zdaj teh moških je veliko, zdaj kontekst, ki je bil tam na nekem, ne vem kaj že, srečanje, ali kaj je bilo, je bil verjetno tak, da je tam bilo veliko moških. Zdaj ženska, če ni glih v fazi zaljubljenja, zaljubljenosti, se je fajn zdi, da si njo veliko moških, da si njo želi. In potem skreira pač te sanje, ki so manifestne, pač take, so popačene,
ampak rekel bi, to je sanjala ženska, ki je seksualno, ko bi rekel, nepotešena, to ni neka najstnica, ampak bi rekel, neka ženska, ki se z vsega že naveličala in potem ji pa še malo adrenalina. Nezavedna želja se je utkala v te manifestne sanje, tako kot se je. Zdaj ta cenzor, bi pa lahko tak nek supervizor, kaj bil šef, je prišel v nadzornik ali pa odgovorna oseba preverjati, kaj se je zgodilo. To je pa simbol mogoče vesti, ki peče, tega pa ne smem, jaz pa to pa ne delam, ona hoče, Nadja pa ne pusti, ali pa načelo realnosti, ali pa pomislek. Zdaj jaz sem pa taka ženska, zdaj teli mladi gasilci, Bog ve, koliko bojo uživali z menoj, ki nisem več, ne vem, rosno mlada. S predpostavko, da si gasilci želijo misic, jaz pa nisem več misica, pa tako naprej. In potem lahko inštanca Nadjaza pride v obliki pomisleka oziroma moralnega zadržka in pride pa nekdo preverjati. Lahko pa, da je ta nekdo, ne vem, mama, hčirka, kaj pa delaš, ali pa celo hčirka, otroci, ali pa mož, če ga ima. Bi bil premeščen, torej po logiki tvorjenja elementa sanj, manifestnih, pač ta cenzor, ki ni slučajno tam, rekel bom, da ta cenzor ni v funkciji sekundarne elaboracije, to je pa tudi nek mehanizem, ki ga je Freud upeljal v elaboracijo manifestnih sanj zato, da so sanje inteligibilne. To je njegov izraz, Freudov izraz. On je rekel, manifestne sanje imajo rep pa glavo, so inteligibilne, tako, da se utkejo v sanje mašila, ki dopolnjuje osnovno zgodbo, ki je datirala latentne misli sanj, se pravi nezavedna želja, in to naredi sekundarna elaboracija. In sistem, zgodba je inteligibilna. Na podoben način, kot je fuzbal igrabilen, to je moj izraz, nima samo eno vagino, ampak ima dve, ima gol out, ne moš ti gol dati, pa zbežati, ampak je igra 90 minut, ne pa še en sodnik je, pa določeno število igralcev, pravila, to je vse v funkciji sekundarne elaboracije, da je igra v športu igrabilna. V sanjah so pa sanje, ko jih gledaš na materini dojki, na belem platnu, so sanje inteligibilne, ampak znotraj sanj so pa neka mašila v tej manifestni zgodbi, ki naredijo sanje inteligibilne, to mašilo je pa sekundarna elaboracija. Zdaj sem še povedal mogoče nekaj, kar v celem elaboratu nisem povedal, ampak mislim, da sem tele gasilce razložil, da gre verjetno za sanje neke starejše ženske, naveličane ženske, ki si želijo adrenalina. Te sanje je sanjala ženska, dobro si to ugotovil, tako da potrjujem. Yes. In midva sva prišla do konca intervjuja. Hvala za izčrpne odgovore, so mi bili zelo zanimivi, marsikaj novega sem izvedela in se naučila in prepričana sem, da tudi najini poslušalci, da vsaj upam, da ste kaj novega in uporabnega odnesli. Glede prihodnje teme pa lahko rečem, da se še malo odločava. Zelo se spogledujeva s tem, da bi to bila forenzična psihoanaliza, katere sem tudi sama fenica, če lahko tako rečem. Obdelovala bova torej serijske morilce in profiliranje kriminalcev, tako da če vam je ta tema blizu in Roman ima z tega področja res ogromno znanja, lepo vabljeni, da v komentar zapišete, kaj vas zanima na to temo, kaj bi radi izvedeli, vas kakšen serijski morilec ali primer še posebej bega, intrigira, skratka privlači. Ali pa imate morda kakšno splošno vprašanje vezano na, ne vem, način umora, na morilčevo otroštvo, spol, ozadje, karkoli. Tako da, če ste zdržali do tukaj, hvala, in če vam je bil ta video všeč, ga ne pozabite polajkati in se naročiti na Romanov kanal, da boste vedno na tekočem, ko naloživa nov video. In če bo šlo vse po sreči, bo to že čez teden dni. Tako da, lepo se imejte. Super, hvala, se vidimo.